Okej, zdaj omenjali ste dva hormona, estrogen, progesteron. Um, Ta dva hormona sta hormona, ki povzročata, da mi imamo menstruacijo, da imamo ovulacije in potem ta ista dva hormona povzročata tudi, da imamo menopavzo. Ko upadeta, tako pride do menopavze in do vseh teh težav, ki se lahko pojavljajo. Ker se mora telo prilagoditi na nove nivoje hormonov, bistveno nižje. Dejstvo je, da receptorje imamo praktično v vseh celicah v telesu. Se pravi, na vsako celico, vsako tkivo, vsak organ ta dva hormona vplivata in zato se mora celotno telo prilagoditi, z možgani vred. A upadata estrogen in progesteron hkrati, enako hitro, različno, z različnimi dinamikami? Kako to poteka? Zdaj tako v povprečju, če vzamemo, progesteron upade prej in bolj izrazito, že kmalu po 40. običajno, se začne tisti upad. Za estrogen so pa bolj značilna velika nihanja, ki lahko trajajo recimo 5, tudi 10 let. To je ta razlika. Tako da pride lahko v določenem obdobju celo do nesorazmerja, neravnotežja med njima. To se poimenuje estrogenska dominanca, pač ni uradno medicinsko priznana, ampak pride lahko do te situacije, recimo. Ko se to začne dogajati, a obstajajo tableti, s katerimi bi ta dva hormona preprosto lahko nadomeščali? Primer, jaz se spomnim, postopki umetne oploditve naredijo točno to. Zelo veliko dozo progesterona, veliko dozo estrogena, še potem v prvo tromesečje. Zakaj? Mislim, meni se zdi to kar idealna rešitev. Torej nadomestna hormonska terapija, ne, lahko, nadomeščamo te hormone. V bistvu imamo tudi v Sloveniji na trgu tudi bioidentične, se pravi hormone, ki so identični tem, ki jih pač mi sami izločamo. Je pa tako kot vsako zdravilo v bistvu ima tudi določene neželene učinke in kontraindikacije, ne. In Se te pravi, so? zelo od recimo, družinske anamneze kakšnih rakavih obolenj, recimo embolije oziroma, globoke venske tromboze, pa še določeni drugi, ne. Spet odvisno, običajno indikacija za nadomestno hormonsko terapijo je, kadar imamo dosti menopavznih težav. Ampak to ni nadomestilo za uravnotežen življenjski slog, ne. Tako kot, recimo prehranski dodatki niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ravno tako nadomestna hormonska terapija ne more zamenjati tega, da poskrbimo za svoj življenjski slog. Ker naj bi jo tudi jemali recimo nekje do 5 let in kaj potem, ne. Še zmeraj je treba poskrbeti zase. So pa ženske, ki imajo tako izrazite težave, da rabijo nadomestne hormone, da se spravijo toliko k sebi, da sploh lahko poskrbijo zase, ne. Vi ste po poklicu Biolog. biologinja, tako da, veste tudi, s strokovnega vidika zdaj, o čem se pogovarjava. Jaz imam eno zelo laično vprašanje. Glede na to, da ti hormoni ščitijo žensko pred, prej ste povedali, različnimi vplivi, ščitijo tudi pred rakom, konec koncev, ti isti hormoni. Zakaj potem, ko jih začne primanjkovati, z nekim, z neko hormonskim nadomestilom teh hormonov domnevno nekega raka povzročamo? Kje je logika? V bistvu, povišan estrogen tudi povzroča raka dojke, naš naravni estrogen, ki ga mi izločamo, ne, tako da tukaj je stvar ravnotežja. Recimo estrogen spodbuja množenje celic, progesteron dozorevanje celic, ne, zelo morata biti v ravnotežju. In še nekaj zanimivo, da se v našem telesu hormoni v bistvu pretvarjajo eden v drugega. Iz progesterona nastaja testosteron, iz njega estrogen. Se pravi, tudi ko mi dodajamo, ne vemo točno, kaj se bo s temi hormoni dogajalo. Kako jih telo presnavlja, ne. Tukaj smo pač zelo različne. Ampak treba se tudi zavedati, recimo ponavadi je tukaj, rak dojke, pred katerim zelo opozarjajo pri nadomestni hormonski terapiji, sploh če so, progestini dodani, ne. Mi povišamo tveganje za raka dojke bistveno bolj, če kadimo, če se nezdravo prehranjujemo, če imamo povišano telesno težo, če se ne gibljemo dovolj. Se pravi, razmisliti, naš način življenja je tisti bistveni. Potem, če imamo dosti teh dejavnikov tveganja, mogoče ni najboljša izbira nadomestna hormonska terapija. Dajmo najprej to urediti, ne. Tako da
Ja, malo smo naštimani, že moja generacija pa mlajši, da iščemo instant rešitve. Iščemo tako pri hujšanju, tako pri bolečinah, tako pri lepotnih konec koncev pripravkih. Takoj, hitro, brez nekega odvečnega truda, in si mislim, da je tukaj tudi zelo podobno. Zakaj ne bi posegel po tabletkah, če prinašajo takojšnje olajšanje? Zakaj bi se trudil z veliko težjimi koraki? Ja, tukaj je zmeraj ta dilema. In se tudi, če recimo ne govorimo samo o hormonski nadomestni terapiji, tudi na splošno, če gremo online malo pogledat, koliko reklam za raznorazne zeliščne pripravke, vitaminske, za lajšanje menopavznih težav, ne. Ogromno, ogromno je tega, kar se prodaja, tudi brez kakšnih znanstvenih dokazov, ne, to je pač, je placebo učinek, seveda, ne, marsikatera ženska se potem počuti boljše, ampak v bistvu meče denar proč praktično, ne. Tako da tega je ogromno, ker vsi bi si želeli pomagati z eno tabletko, ne. Ampak na koncu, če vlagaš vase, vlagaš v dolgoročno zdravje in tega ti nobena tabletka ne bo dala. Ker tudi če ti dobiš dodatne hormone, estrogen, progesteron, telo se stara in je treba poskrbeti za telo v celoti. Tudi z drugih, tudi rastni hormon nam upada, tudi druge spremembe se dogajajo. Niso samo spolni hormoni tisti. Se pravi, z njimi ne bomo rešili vsega. Sami ste že omenili bioidentične različice. Meni se zdi, da zelo veliko se v zadnjem času o tem piše, kot da bi bilo neko čudežno nadomestilo hormonski nadomestni terapiji. A je to res toliko boljše? Ali morda kaj veste o tem? To je v bistvu še zmeraj hormonska nadomestna terapija. Samo kemijska oblika tega hormona je drugačna, je bolj podobna tem, ki jih mi izločamo. In je zato za telo bolj primerna? Zelo podatki zaenkrat kažejo, da ja, ni ogromno študij na to temo narejenih, da bi se prav primerjalo recimo en hormon, ki ga dobimo, tako kot v preteklosti, iz urina breje kobile, ne, recimo, s temi, ki se jih recimo dobi, ena od surovin je recimo korenina jama. Tako da ni dosti primerjav, da bi lahko rekla, kateri so boljši, ne. Tudi recimo ta spekter neželenih učinkov je različen. Tako biološko gledano zelo verjetno so bioidentični boljši za nas, ne. In pri nas se čisto normalno dobijo na recept, ne. So recimo estrogen tudi v spreju, mikroniziran progesteron bioidentični, tako da so na trgu, ni treba neke online, ni treba iti neke ordinacije, kjer nam bojo kremce predpisali, ne vem. To je čisto normalno na recept. Odlično. Kaj pa rešitev odstranitve maternice? Je to lahko učinkovita metoda pri menopavzi? To je nekaj, kar sem jaz nekoč slišala, in od takrat me preganja to vprašanje. Torej, odstranitev maternice, pustimo kakšne onkološke zaveze, ne. Do tega prihaja predvsem, kadar pride do zelo hudih menstrualnih krvavitev. Ravno to neravnotežje hormonov, se pravi, zelo nizek progesteron, estrogen pa še dosti visok, in lahko pride do menstruacij, ki trajajo tudi 14 dni, 3 tedne, zelo hude krvavitve, seveda potem slabokrvnost, se slabo počutimo, smo takoj zadihane, brez energije, ne. In recimo sluznica se kar debeli, lušči, debeli sluznica maternice, in ta menstruacija kar traja in so lahko krvni strdki, res zelo hude krvavitve. In seveda, če se to ponavlja, poskusi se najprej, ne vem, z neko hormonsko terapijo, ampak to se nam lahko ponavlja in potem pride do nasveta s strani ginekologa o odstranitvi maternice, da se te hude krvavitve prepreči. Ampak to nima Na zalogo odstranjevali maternice, da preprečimo menopavzo? torej nima to povezave z menopavzo v bistvu. Mi še zmeraj nismo v menopavzi, tudi ko smo brez maternice. To je stvar jajčnikov. Torej v menopavzo vstopimo, ko jajčniki nehajo delovati, zato ker nimajo več na zalogi dovolj jajčec, da bi prihajalo do ovulacije, ne. Če bi prišlo do odstranitve jajčnikov, potem Potem pa pa ja, govorimo o potem pa menopavzi. tako. Takrat pa vstopimo v menopavzo, ki je izredno nenadna in običajno tudi zelo naporna. Je pa res, da tudi odstranitev maternice nekoliko vpliva, da imamo verjetno malo bolj zgodaj menopavzo, ker se poslabša prekrvavitev jajčnikov. Ampak ni neke take bistvene razlike.
Je pa maternica naš organ, ne. Se kar tako odpovedati organu, če ni nujno in ostane prazen prostor, ne, mora biti res indikacija za to. Se strinjam.